AgrarExpert test. V tem prispevku smo testirali razpršilec za gnojevko znamke Kraina, imenovan Zavesa. Primerjali smo prednosti in slabosti, saj je za uspešen vnos hranil gnojevke v tla pomemben čim krajši čas in čim krajša pot. V primerjavi z razpršilnim tulcem je Zavesa veliko težja, tako da je ena sama oseba ne more namestiti. Potrebna je pomoč vsaj ene osebe. Glede na to, da cisterna ni imela dodatnega nosilca, ga za izvedbo testa nismo nameščali, ampak smo zaveso fiksirali z vrvjo. Za enakomeren raznos gnojevke je potrebno, da se gnojevka homogeno zmeša z dovolj dodane vode. To dosežemo s traktorskimi ali električnimi mešalniki. Prednosti zavese se kažejo v večji širini gnojenja, saj dosega do 25 metrov širine, odvisno od višine priklopa in velikosti gum. Na samo širino se hitro navadiš, raznos je enakomeren, ob robu ne pušča močnejše sledi kot klasični tulci ali razpršilec za odbojno ploščo. Druga prednost je neposreden vnos takoj za cisterno in ne kot pri tulcih, ki nesejo tudi do 10 metrov za cisterno, tako da je kompozicija krajša in možnosti polivanja so bližje ob meji. Tretja prednost pa je pot od razpršilca do tal, ki znaša okoli 2 metra, kar je pomembno predvsem zaradi tega, da se čim manj hranil izgubi v zraku. Na testu smo ugotovili tudi dve slabosti. Izjemno težka je za priklop in odklop in na koncu, ko iztisne zrak, ki pihne iz cisterne, se le ta precej umaže. Po dolgotrajni uporabi tako nakazuje na to, da bo potrebno cisterno večkrat oprati. Razpršilno zaveso priporočamo predvsem tistim uporabnikom, ki imajo večje površine in večje cisterne, saj z njo bolj ekonomično in tudi hitreje navozi želena površina.